Živijo, moje ime je Robert Lisac in na tem kanalu se pogovarjamo o tem, kako biti varen, fit in pripravljen kot moderni samuraj. In danes se bomo pogovarjali o tem, kakšna naj bo samoobramba za majhnega in šibkega človeka. Da lahko odgovorim na to vprašanje, vas bom vprašal za vaše mnenje, in sicer za dva možna scenarija. Ni nujno, da je točno tako, kot bom ta scenarija predstavil, ampak gre samo za način razmišljanja. Torej, predstavljajte si, da se učite samoobrambo od človeka, ki ima 100 kilogramov, ki je mišičast, ki je velik 190 centimetrov, ki je ves čas, ko se je šolal, torej ko je odraščal, nikoli ni imel težav z buliji, ki je bil vedno priljubljen, ki je bil, kako bi rekel, fizično tako prepričljiv, da mu nikoli ni nihče ugovarjal, da je bil nekakšen lider ves čas, da je bil samozavesten, in v glavnem, da je tudi seveda treniral borilne veščine, borilne športe in da je vedno dominiral dogajanje. Ali bi se odločili, če bi iskali trenerja takšnega človeka? Ali bi iskali ali pa si poiskali človeka, ki pa ni glih 100 kilogramov, ampak samo 70 kilogramov, pa velik 170 centimetrov, pa ki ni imel take sreče v osnovni šoli, ker je bil pač vedno tretji najmanjši, so ga vsi zafrkavali, v odmorih so ga zapirali v WC, bil je žrtev, tako temu rečejo, bulijev danes, torej, da so ga skozi zafrkavali starejši pa močnejši, sošolci in prijatelji, oziroma to pač ne morejo biti prijatelji. In tudi ta človek je seveda treniral borilne veščine, borilne športe, vendar je moral v to vložiti veliko več truda, veliko več let raziskovanja, veliko več frustracije mogel nekako prebroditi. In medtem, ko so ti kolegi, ki so pa imeli 100 kilogramov, ki so bili skozi, bom rekel, bistveno boljši, ki so imeli bistveno boljše izhodiščne položaje, medtem ko so oni že odnehali, recimo v srednji šoli, je ta drug, majhen in nikakov človek še vedno treniral in raziskoval različne borilne športe, različne borilne veščine, da bi lahko ekstrahiral ali pa vzel iz njih tiste tehnike, ki delujejo, da bi lahko izluščil tiste principe, ki pomagajo tudi majhnemu in šibkemu človeku, kajti to je tudi bil. No, verjetno si lahko mislite, na koga tukaj namigujem in zakaj sploh gre. Gre se za to, da drugi človek se moral ves čas nekako boriti za svoj obstanek in najti takšne tehnike, ki so mu omogočale, da je tudi preživel v borbah proti večjim in težjim nasprotnikom. Ta velikemu, 100-kilašu, temu ni bilo treba, ker pač je imel sebi enake ali pa veliko lažje nasprotnike. In seveda, zdaj pa si vi predstavljate, da ste moški, ki pač ima težave, pa bi se rad naučil braniti, ali pa da ste otrok, ki ga pretepajo v šoli, ali da ste ženska, ki z kakšno zelo slabo izkušnjo, h komu se boste obrnili? Seveda je to retorično vprašanje, ni nujno, da boste pri 100-kilašu, pri mrgi, ki tudi obvlada borilne veščine, deležni slabih tehnik, ampak verjetno vas bo vsaj
slabše razumel, ko gre za to, kaj pomeni sploh biti žrtev in kaj je treba sploh vložiti v to, ne samo, da iz žrtve prerasteš v neko povprečje, ampak da to povprečje celo presežeš. Seveda, ta drugi majhen, nikakvi šibek človek sem bil jaz v času odraščanja in tako, kot sem to tudi opisal, je izgledala moja pot odraščanja in iskanja svoje resnice na področju borilnih športov in borilnih veščin. In se mi zdi, da zaradi tega, kar sem dal vse skozi in zaradi vseh teh zablod, ki sem jih bil deležen in zaradi vsega tega iskanja, ki sem ga opravljal več desetletja, dobesedno, lahko ponudim takšnim, ki so v zelo podobnem položaju, kot sem bil jaz, ko sem bil majhen, se mi zdi bistveno več. Prvič, ljudi razumem, otroke razumem, ženske razumem, moške, ki bi radi se naučili tudi še kaj več, pa izgradili svojo samozavest, razumem in jim lahko dam točno to, kar potrebujejo. In s tem vam želim samo povedati, da ko se odločate za samoobrambo ali pa za borilne športe ali pa borilne veščine, če stvari morajo delovati v praksi, mogoče poglejte, kdo uči, na kakšen način uči, kakšna je trenerjeva zgodovina in potem se tudi lahko na osnovi tega odločite. Ne samo glede na borbeni sistem, samoobrambni sistem, borilni šport in tako naprej. Torej, ta osebna zgodovina je tudi dokaj pomembna. In ne rečem sploh, da tudi tisti 100-kilaši med nami, ki so zelo kompetentni učitelji samoobrambe, da niso dobri, sploh ne. Ampak res pa je, da se njim bilo treba v preteklosti ali pa v njihovi osebni zgodovini bistveno manj truditi, to slabo stanje super kompenzirati in so mogoče zaradi tega malo manj raziskovali določene stvari in se mogoče zaradi tega tudi lahko malce slabše približajo svojim varovancem, učencem in jih mogoče tudi ne razumejo v takšni meri, kot jih lahko nekdo, ki je pač šel skozi celo to pot. In da ne bom seveda pljuval po 100 kilaših in 110 in 120 kilaših, obstaja seveda tudi cel kup zelo kompetentnih ljudi tudi na tem področju, ampak razumete zdaj, kaj sem hotel s tem povedati. Pomembno je, če se učite samoobrambe, borilnih veščin in borilnih športov, da veste, kdo vas poučuje in zakaj vas naj bi poučeval točno ta človek. In še nekaj, zakaj sem sploh začel razmišljati o teh zadevah, je, ker sem večkrat že slišal to zgodbo od Yip Mana. Yip Man je bil slavni učitelj Wing Chun Kung Fuja, češ da so bili potem deležni njegovi učenci, tisti najbolj, kako bi rekel, predani, da so bili deležni starostnega stila, kjer je bil že on celi kilavi, pa ne vem, mislim, da imel raka, da je bil celi bogi posušen in ne vem kaj še vse, ampak da je on zaradi tega svojega starostnega stila, ker je bil že toliko star in šibek, da je mogel razviti en tak Wing Chun stil, s katerim se lahko on spopadal tudi z večjimi, močnejšimi in tako naprej, in da je ta stil bil še posebej mehek pa sofisticiran. Koliko je to bilo res, pa koliko to ni bilo res, je seveda drugo vprašanje, ampak me pa ta misel potem pripeljala do tega, da dejansko te okoliščine, ki si jih doživljal ali pa ki jih doživljaš, pripeljejo do tega, da si stvari modificiraš in da so lahko tudi koristi, In tako so se hvalili potem njegovi tisti zadnji učenci, da so bili deležni starostnega stila Wing Chun Kung Fuja, tako se lahko tudi vi hvalite, da ste bili deležni
starostnega stila samoobrambe od lista, če pridete k meni na tečaj samoobrambe, ali pa da ste pač deležni samoobrambnega stila majhnega in šibkega človeka. Majhen sem še vedno, 172,5 cm, ni glih veliko, malo več kot 70 kg. No ja, v glavnem šibek, nekaj sem naredil na sebi, da nisem več tak šibek skozi vsa ta leta in tega ste lahko deležni na mojih tečajih samoobrambe. Bi pa še za konec nekaj povedal. Veste, ni težko narediti iz moškega borca. In to sem v svoji preteklosti tudi dokazal, ker imamo amaterskega, proizvedel, če tako rečem. To je malo čudni izraz, ampak kljub temu se boste vedeli, kaj mislim. Amaterskega državnega in prvaka in podprvaka v MMA ligi. Oba, glede na to, koliko nas je bilo in koliko smo trenirali, mislim, da je to bil fenomenalni rezultat. To je ena stvar. Tako da tudi to znam. Tudi to znam za tiste, ki želijo v tej smeri iti. In še nekaj, zdaj pa si vzemite ta moj starostni stil samoobrambe majhnega in šibkega človeka in ga dajte nekomu, ki pa je mrga, je pa tudi zanimiva situacija, torej, ki bo rabo te stvari, recimo v policiji, na področju varnosti ali pa na vratih, ker takšne ljudi sem tudi kar precej poučeval, pa mislim, da so bili v preteklosti tudi in tudi sedanjosti kar uspešni, ker so dobili točno to, kar so potrebovali. Torej, tak sfriziran stil, ki deluje za majhnega in šibkega človeka, kaj hudiča ne bi deloval tudi za velikega in močnega človeka, še toliko bolj. Evo, toliko v razmislek. Če želite biti deležni kakšnega od mojih tečajev, si poglejte spodaj kakšne linke, sproti jih bom updateal, to pomeni, če in ko bom imel kakšne tečaje, si lahko pogledate spodaj v linku, če je kakšen aktualen. In to je to. Se vidimo na kakšnem tečaju. Toliko za danes. Čau.